Prebivalce Šaleške doline so v januarju presenetili izjemno visoki računi komunalnega podjetja Velenje za ogrevanje. V tem času so zato v ljudski iniciativi Velenje organizirali več protestnih akcij. A kot pravijo, se položaj ni bistveno izboljšal. Tudi januarske položnice so namreč za 30 do 50% višje kot denimo januarja lani. Zato so člani iniciative svoje zahteve za znižanje cen toplotne energije danes izročili državnemu zboru, vladi, okoljskemu ministrstvu in termoelektrarni Šoštanj. Če njihove zahteve ne bodo izpolnjene, grozijo z referendumom. Valentina Podplatnik. Pred termoelektrarno Šoštanj so se danes zbrali predstavniki ljudske iniciative Velenje in po začetnih zapletih podjetju le uspeli osebno vročiti zahtevo, v kateri tež pozivajo, naj zniža ceno toplote na 20 evrov za megavatno uro. Na zahtevo so se v termoelektrarni že odzvali in v pisni izjavi zapisali, da je cena toplotne energije regulirana s strani Agencije za energijo na podlagi akta in da iz naslova dobave toplote ne ustvarjajo dobička, temveč zgolj pokrivajo stroške proizvodnje. Dobro uro in pol kasneje je ljudska iniciativa ločene zahteve predala tudi državnemu zboru, vladi in okoljskemu ministrstvu. Da znižajo stopnjo DDV-ja iz 22% na 9,5% za opravljene storitve oziroma izdane račune za toplotno energijo in ogrevanje vode za gospodinjski odjem in poslovni odjem oziroma poslovne subjekte, ki niso zavezanci za DDV. Od pristojnih zahtevajo tudi, da izloči strošek emisijskih kuponov CO2 iz reguliranih cen distribucijske toplote ter zagotovi finančne spodbude za distribucijske sisteme daljinskega ogrevanja in za pravične odškodnine zaradi degradacije okolja. Ukolikor bi za uresničitev njihovih zahtev vlada morala poseči v državni proračun, pa vladi predlagajo, da z davkom v višini 50% obdavči trgovce z emisijskimi kuponi CO2 in da dodatno obremeni uvoz električne energije iz tretjih držav Evropske unije. Ugotavljamo, da osebe, ki trgujejo s CO2 kuponi, iz leta v leto povečujejo svoje premoženje in postajajo milijonarji. Med drugimi je tudi gospod, ki trguje s CO2 kuponi, v lanskem letu postal 4. najbogatejši Slovenec v Republiki Slovenije. Medtem ko prebivalci Slovenije zmrzujejo v svojih stanovanjih in varčujejo na toplotni energiji. Če zahtevam ne bodo ugodili, so v iniciativi že napovedali sprožitev postopka za izvedbo referenduma. Prepričan sem, da bo za nami stala cela Slovenija, saj so cene toplotne energije in električne energije v tem letu izjemno poskočile in čas je, da stopimo skupaj in rečemo, dovolj je bogatenja na računih občank in občanov oziroma državljank in državljanov. Na besede ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra o neskrbnem gospodarjenju z gospodarskimi javnimi službami nekaterih občin pa se je že odzval velenjski župan Peter Dermol, ki je dejal, da ne občina in ne velenjska komunala ne sodelujeta pri določenju cene toplote iz Teša, da pa bi lahko s spremembo zakona postali aktivni udeleženki pri oblikovanju variabilnega dela cene toplote. Z ministrom za okolje, podnebje in energijo Bojanom Kumrom naj bi se v iniciativi sestali prihodnji teden, od pristojnih pa sicer pričakujejo, da se bodo na njihove zahteve odzvali v roku 14 dni.